Gasilska brigada Ljubljana letos praznuje 100 let delovanja. Ob visokem jubileju izvajajo akcijo 100 nasvetov za 100 let. V prvi epizodi svetujejo, kako ukrepati ob padcu v ledeno vodo. Ko gremo pozimi na sprehod, je zelo priporočljivo, da s pogledom spremljamo okolico, kje hodimo in seveda tudi naše roke umaknemo iz žepov, če mogoče pademo, da se lažje ujamemo in preprečimo neke hujše poškodbe. Poletni supergi sigurno niso primerni za zimske izlete. Naj imajo supergi ustrezen profil, da nam ne bo drselo in seveda, da s tem tudi preprečimo poškodbe. Dereze so en krasen pripomoček, ki nam preprečijo zdrse in seveda lažje se gibamo po površinah, ki so zaledenele, zato jih uporabimo, ne glede na to, ali gremo na bližnji hrib, ki ga že poznamo, ali na Šmarno goro recimo, ali pa tudi kam višje. Socialna mreža so polna krasnih slik. Zavedati se pa moramo, da je težko priti do takšnih lokacij in zimske razmere to še otežujejo. Zato prilagodite vaše izlete fizični sposobnosti in pa opremi, ki jo imate, pojdite do tja, kamor lahko sežete. Zaledenele površine se pojavijo šele pri dolgotrajni temperaturi pod ničlo. Zato lahko šele takrat ocenimo, ali so primerne za morebitno gibanje. Po ledu nikoli ne tečemo, po ledu se gibajte počasi in pa omejite ta točkovni pritisk na ledeno površino. Če se na ledu pojavi več ljudi naenkrat, ohranjajte medsebojno razdaljo. Nikar se ne gibajte skupaj tesno, ampak med sabo ohranite meter, 2, 3 razdalje, da se s tem tudi pritisk na ledeno površino porazdeli. Če se ti zgodi, da padeš v ledeno vodo, da se ti led udre, ne mahaj okoli sebe, ampak se poizkušaj oprijeti te ledene površine, se s komolci opreti na ledeno površino in se obrne na trebuh dvigniti vodo ravno iz vode. Ko enkrat pridemo ven iz vode, se odkotalimo proti brežini, izogibamo se zopet točkovnim pritiskom, teku, kar je seveda tudi v paniki naredimo včasih. Če opaziš, da je nekdo padel v ledeno vodo, odreagiraj zelo hitro. Pomagaj mu z nekimi pripomočki, lahko mu podamo kakšno vejo, kakšno vrv, mogoče tudi kos oblačila in ga na ta način poskušamo zvleči iz vode. Če smo priča padcu v ledeno vodo, čim hitreje opozorimo še ostale očividce, da pokličejo številko 112. Poleg klica na 112 povejte, kdo ste, povejte, kaj se je zgodilo. Povejte lokacijo nezgode, povejte, koliko oseb je poškodovanih, povejte, v kakšnem stanju je oseba in ne odloži telefona, dokler tega operater ne dovoli.